Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na okrogli mizi izpostavila, da je v pripravi nova kmetijska perspektiva. Kot je znano, bodo sredstva nižja in sicer za 4% na neposrednih plačilih in za kar 15% na programu razvoja podeželja. Bo pa nova finančna perspektiva tudi nekoliko bolj prožna, saj bodo države članice lahko določene ukrepe oblikovale glede na stanje v določenih kmetijskih sektorjih v državi. Ministrica je predstavila tudi stanje govedoreje v Sloveniji in ob tem poudarila, da gre za eno najpomembnejših kmetijskih panog v državi. Prireja mleka in prireja mesa govedi sta tudi pomembni proizvodni usmeritve slovenskega kmetijstva, tudi glede na strukturo naše pokrajine in pa tudi na tradicionalno prisotnost te panoge v slovenskem kmetijskem prostoru. Tako prireja mleka prispeva k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje cirka 15% vrednosti in kar se tiče primerjave na vrednost živinoreje, cirka 33% iz, se pravi, mlečne proizvodnje. Pri rast govedi prispeva k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje 11-13%, vrednosti živinoreje pa približno 28%. Kar se tiče strukture kmetijskih gospodarstev, na področju govedoreje je bilo v Sloveniji leta 2016 86% govedorejcev s trajnimi travniki in pašniki in ti so obdelovali 276 tisoč hektarjev travinja. Torej, travniki in pašniki v povprečju zadnjih let zavzemajo 58% vseh kmetijskih površin v uporabi v Sloveniji. Beleži se dokaj stabilno število živali v zadnjem desetletju, številka iz leta 2018 477 tisoč. Se pa je nekako v obdobju vstopa v Evropsko unijo očitno zgodilo določena oblika prestrukturiranja, predvsem jo beležimo v mlekarskem sektorju, ker je delež krav molznic iz okoli 30% padel na 22%, hkrati pa se proizvodnja mleka vendar dviguje, kar pomeni, da gre za strukturne spremembe v tem sektorju. Vsekakor pa seveda nas, ne moramo reči, da ne skrbi, nas skrbi, da pri tem seveda upada število kmetij, ki pa se ukvarjajo z govedorejo. Značilno zmanjševanje kmetijskih gospodarstev v zadnjem desetletju, torej če pogledamo primerjavo med letom 2003 in 2016, pademo iz 46 736 na 32 800 kmetijskih gospodarstev. Torej, resnično znaten padec kmetijskih gospodarstev na področju govedoreje. Dogaja se seveda posledično konstantna koncentracija, kar je prisotno tudi v drugih živinorejskih panogah. Na omizju je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič. Predstavil je časovnico oblikovanja skupne kmetijske politike. Več kot jasno je, da bo prišlo do zamika izvajanja, zelo že sprejemamo tudi tako imenovano prehodno uredbo, s katero se želi zapolniti tisto vmesno obdobje. Nekateri, predvsem levi politični del Evropskega parlamenta, socialisti, zeleni, liberalci, GUE, bi že posegli kar zdaj v prehodnih določbah, prehodnem času z nekimi večjimi spremembami. Ostali vztrajamo, da je po dovolj velik zalogaj že sama sprememba kmetijske politike in da dajmo čim bolj približno tako, kot zdaj potekajo stvari, finančni okviri bo še znani v nadaljevanju, ampak da ni kakšnih hudih sprememb. Eno leto bo zagotovo, lahko se zgodi, da celo 2 leti. Vemo, da smo to finančno perspektivo štartali z enomletnim zamikom, z letom 15, ne 14. Tu se formalno začne novo finančna perspektiva naslednje leto, s 1.1.2021. V Evropskem parlamentu, če smo pretolkli skozi te dokumente nekje do poletja, potem pride usklajevanje, trialog, paralelno pa, ko bo ko bo ta trialog zaključen, je pa še potem 1 leto časa za strateške načrte. Se pravi, zelo realno je, da bo 2 leti zamika, nič nas pa to ne odvezuje od totalne aktivnosti danes, da bomo strateške načrte čim bolj po meri si tudi naredili in uspeli del te fleksibilnosti, ki je zdaj več možne tudi izkoristiti.
Organizatorji okrogle mize Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona je zbranim predstavil spremembe, ki bi si jih želeli v prihodnjem finančnem obdobju. Predsednik Drago Celtl pa je izpostavil, da je govedoreja kot najštevilčnejša panoga ključnega pomena tudi za poseljenost in urejenost zemljišč na težje dostopnih lokacijah podeželja. Iz tega aspekta je zelo pomembno, da preprečimo nazadovanje panoge, kateri smo priča v zadnjem obdobju, in spostavimo okolje, v katerem bo tudi majhnemu slovenskemu kmetu omogočeno delati in preživeti. S tem pa zagotoviti urejenost slovenske pokrajine. Med ukrepe, na katere smo v zadnjem predhodnem obdobju pri govedoreji pozabili, je ukrep dobrobit živali. Kot je to urejeno v nekaterih drugih segmentih živinoreje. Tudi govedorejci zahtevamo enakopravno obravnavo in upoštevanje truda, ki ga govedoreji vlagamo v dobro počutje živali. Veliko večini omogočamo živalim prosto gibanje, krmljenje in počitek. Omogočamo jim nekatere nadstandardne ukrepe in zagotavljanje ugodne klime v hlevih, kot sta hlajenje in reševanje. Ogromno pa vlagamo tudi v urejene, kvalitetne ležišče, zadostna prostore za gibanja, osvetljenost hlevov, česala za govedo, kvalitetna vozišča. Vse je namen dobrega počutja živali. Zahtevamo, da se nam za vse ukrepe prizna tudi primeren dodatek za ves naš trud, ki zagotavlja našim živalim prijetno bivalno okolje. Med potencialne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno uvesti, je tudi premija za slovensko rojeno tele. S tem ukrepom bi ohranjali stalež krav, hkrati pa vplivali na strateško pomembno populacijo v Sloveniji rojenih telet, ki so osnova tudi za nadaljne pitanje in zagotavljanje sheme izbrane kakovosti Slovenije pri govejem mesu. Vplivali pa bi tudi na zmanjšanje odvisnosti od uvoza teles za pitanje, kar pa bi seveda imelo več pozitivnih posledic. Govedoreji smo naklonjeni tudi ponovni uvedbi beljakovinske komponente, saj ima ta ukrep veliko pozitivnih učinkov tudi z vidika okolja. Velika težava v tem trenutku je tudi neurejeni status kmetov, ki predajajo svoje kmetije svojim naslednikom. Pohvalno je, da kmetijska politika podpira mlade prevzemnike, a žal hkrati pozablja, da so tisti, ki so kmetijo predali, prepuščeni sami sebi. Prejšnja politika je z uvednim rentnim omogočila dostojne pogoje za preživljanje vse do upokojitve. Zavzemamo se tudi za povečanje trošarin za energente porabljene za kmetijstvo, saj v govedoreji pri pridelavi in pripravi krme bistveno večja poraba energentov. Glede na vse povedano se torej v tem novem obdobju zavzemamo za naslednje ukrepe. Za ukrep dobrobit živali govedu predlagamo povečanje plačil in dodajanje novih zahtev. Za proizvodno vezane plačila v govedoreji, plačilo za novorojeno tele na območju Republike Slovenije, predlagamo tudi ponovno uvedbo beljakovinskih komponent. Tretjič, za socialni status prenosnikov kmetij zgodnje upokojevanje. In četrtič, za povečanje trošarine za energente porabljene za kmetijstvo v govedoreji. Ministrica je ob tem poudarila, da bodo zahteve za proizvodno vezana plačila za krave dojilje in beljakovinska plačila možna, a trenutno še čakajo na smernice Evropske komisije. Prav tako bo ukrep dobrobit živali deloval še v prihodnje. Izpostavila je tudi, da se bodo trudili ponovno vzpostaviti ukrep, ki bo starejšim predajnikom kmetij zagotavljal socialno varnost, ter poudarila, da so pogajanja za trošarine nekoliko manj uspešna. Je pa Pivčeva pozvala zbrane kmetovalce, da naj tekom leta aktivno sodelujejo pri oblikovanju prihodnje kmetijske perspektive.